Na celjski areni Petrol je bil odigran dvoboj med Celjem in Olimpijo, prva tekma tega kroga. Po porazu v prejšnjem krogu na večnem derbiju so Ljubljančani želeli novo zmago in spet zmanjšati zaostanek za vodilnim Mariborom. Prva priložnost tekme in takoj prvi zadetek, tole je že kombinacija iz 12. minute. Gregor Bajde je streljal, Olimpija pa je slabo odreagirala, še Liga je bil tule blizu, a vseeno žoga je končala za hrbtom vratarja Olimpije. Naslednja priložnost je pripadla Visenteju, ki je prišel sam pred vrata, na koncu meril nekoliko netočno, brez težav za vratarja Kotnika. Potem pa nova priložnost za Lovrečiča, bivšega nogometaša Celja, tokrat je le ogrel Matica Kotnika. Veliko je bilo priložnosti in dogajanja na začetku tekme. Takole je poskušal Ivanovič, na pravem mestu je bil Aleksandar Šeliga, ki v zadnjem času brani v izjemno dobri formi. Še en bivši nogometaš Celja je tokrat stal v vratih Olimpije. Potem pa je prišlo izenačenje, kot je izvajal Lovrečič. Na pravem mestu je bil Andraž Šporar in poskrbel za izenačenje na 1:1 v 23. minuti. Kot naslednji je veliko priložnost za vodstvo Olimpije zapravil Erik Salkič, nastreljal samo domačega branilca in še zadnja akcija prvega dela. Gobec je streljal daleč, na koncu pa žoga samo mimo vrat Olimpije in polčas 1:1. V drugem delu še naprej živahna igra. Najprej imela priložnost Olimpija, prišel je do žoge Vicente in streljal, odlična obramba Kotnika, ki je žogo tokrat uspel izbiti. Potem pa eden izmed pomembnejših dogodkov tekme, Lovrečič je padel, želel prekršek, vendar rumeni karton številka 2 za Aneja Lovrečiča. To je bil drugi rumeni karton za Ljubljančana in izključitev. Do konca tekme je Olimpija igrala z igralcem manj, ostalo pa je še 29 minut. Kljub temu je imela Olimpija manjšo pobudo, tole je bila velika priložnost in prečka, katero je stresel Božič. Sledil je kot za Ljubljančane, najprej je streljal Kovačevič, odlična obramba Kotnika, potem pa odbita žoga in še enkrat mimo vrat. Olimpija je torej zapravila nemogoče in ostalo je pri izidu 1:1. Kmalu bi Celjani prišli do zmage, Medved je odlično sprejel žogo in poskušal, vendar brez težav za Šeligo in potem zadetek Andraža Šporarja. Žitku je spodrsnilo, Šporar je prišel sam pred vrata in takole pravzaprav v izjemno težkem položaju streljal fantastično, zadev dolgi kot vratarja Kotnika in ga premagal še drugič na tekmi za vodstvo zmajčkov. Do konca tekme še tale priložnost Celjanov, žoga je končala mimo vrat in Olimpija je po 6 zaporednih zmagah in porazu v Ljudskem vrtu zdaj spet zmagala in zaostanek za Mariborom znaša 6 točk.